lahko rečem, da če primerjamo brata Gustava in Benjamina, je Benjamin tisti, ki je pač višji nivo postavil, pisal je samospeve, pisal je klavirske skladbe, tudi nekaj za godala, za solo inštrumente, dočim, ko je pa Gustav ostal večinoma samo pri zborovski glasbi, ampak tudi namen je bil drugačen, kot je že gospod župan povedal. Njegova želja je bila, da bi Slovenci peli svoje skladbe v svojem jeziku, zato je tudi pisal manj zahtevne, kar se pete tiče, manj zahtevne skladbe. To je pa tudi povzročilo, da so se njegove skladbe ponesle po vsej državi in danes vsi poznamo, ne vem, recimo Semine, ki so moja rožica ali pa Slovenec sam. Moja naloga je bila pri tej razstavi, da predstavim glasbeno zapuščino. Lahko si to ogledate na računalnikih, ki so pač montirani na levi in na desni strani, zgoraj na samem razstavnem prostoru. Tam se nahaja kratek opis življenja in dela obeh skladateljev in pa seveda tudi najpomembnejši posnetki njunih del. Tako da lepo vabljeni, da si ogledate in preposlušate njuna dela. Hkrati bi še pa tudi povedala, da to ni, tako kot je že gospa Ostova povedala, še zdaleč ni zaključena celota. Veliko njunih del je še neizvedenih. Mogoče v prihodnje bi bilo dobro kaj na tem področju storiti in tudi zaščititi njuna dela, zbrati jih, narediti dostopno vsem nam in pa seveda še priključiti počasi 3. člen Pavčeve dinastije, se pravi Josipa Ipavca. In zelo sem vesela, da lahko vem, da se trenutno snema v Ljubljani, Glasbena matica snema s Koščenko, samospevi Josipa Ipavca. Tako da mislim, da to bo še pa naslednji lep dodatek in zaokrožena celota in velik dosežek za Šentjur. Res moramo biti ponosni, da imamo Ipavca. Resnično, no, in jaz upam, da vam bo ta razstava približala skladatelje in tudi vam narodni ponos zgodila. Hvala.